Vaškem domu v Gabrovici pri Črnem Kalu bo ob 18. drugi zgodovinsko-pogovorni večer, na katerem bodo spregovorili o požigu Gabrovice maja 1944 in o osvoboditvi Trsta maja 1945. Sodelovali bodo zgodovinar dr. Martin Premk, novinar in predstavnik Zveze borcev Koper Miloš Ivančič ter partizan iz Gabrovice, letos 100-letni Danilo Ivančič. Spoštovani. Včasih so rekli, ura je cajt, jaz rečem tudi. Na prizorišče našega dogodka prihajajo praporščaki. Zaprošam predsednika turističnega društva, organizatorja, odnosno soorganizatorja današnjega dogodka. Dober večer vsem skupaj. Tudi, če ne slišimo, mislim, da je dovolj, lahko dovolj, oziroma dovolj na glas, da se slišimo. Veseli me, da smo se danes zbrali v tako velikem številu. Lepo pozdravljeni v Gabrovici, v našem vaškem domu, za katerega upamo, da bo v zelo kratkem času tudi obnovljen. In vas prepuščam zgodovini in zelo zanimivim sogovornikom. Hvala za vaš obisk. Hvala lepa. Na vrsti je tovariš Premk, predsednik društva Franz Rozman Stane. Dober večer in lep pozdrav. Mi je v čast, da sem danes v taki pokončni in uporniški vasi, kot je Gabrovica, in vas vse lepo pozdravljam, tako v imenu Kulturno-zgodovinskega društva Franz Rozman Stane, pa tudi v imenu predsedstva Zveze borcev, pa ne nazadnje tudi v imenu Državnega zbora. Lep pozdrav. Zakaj vam to tako povem? Jaz sem slučajno rojen v vasi, ki jo je italijanska država, odnosno izvrševalci njene politike in idej, so jo do tal požgali dve leti pravzaprav prej, kot so požgali vas Gabrovico. To je bilo 8. augusta 1942 in tako, kot so oni rekli, spotoma pobili še 8 domačinov, 5 iz Ustja in 3 iz vasi Šlap. Moram vam povedati, pa ne to ne zveni pretežko ali pa ne vem, preveč splošno, da sem rabil veliko let,
da sem nekako približno dojel in razumel, kakšne so posledice takega zločinskega dejanja, ki je takrat prizadelo takrat mojo vaško skupnost, kasneje pa seveda to, v kateri smo danes. Vas, v kateri sem se rodil, je takrat imela približno 320 prebivalcev in približno 80 bivanjskih, odnosno stanovanjskih objektov. Zaključek pravzaprav mojega proučevanja takratnih dogodkov, poskušal sem precej podrobno pripraviti, odnosno spraviti skupaj, kaj se takrat dogajalo, se pravzaprav oblikuje lahko neka ugotovitev, da so Ustje, zelo grobo rečeno, postale vas brez vsega, kar bi govorilo, kaj in kakšna je vas nekoč bila. V bistvu se gre za to, da je skratka vas postala vas z neko velikansko vrzeljo v identiteti in v spominu, v demografiji in še marsičem, kar se v vsaki vasi gradi pravzaprav stoletja. Poenostavljeno rečeno, moja rojstna vas, ne vem, kako je v vaši vasi, je postala neke vrste vas brez spomina. Ni dokumentov, ni fotografij, ni kmečkega orodja, ni ničesar iz tistih starih kuhinj, nič. Ohranilo se ni popolnoma ničesar. To je sicer malce grob uvod v to temo, ki jo imamo danes, ali pa to ne. To v premisleku vzamemo. Mi smo danes zaradi tega tu, da se pravzaprav spomnimo na te stvari. In za mojo vasjo sem poskušal narediti uvod v to, kar se je dogajalo v Gabrovici in je prva točka našega današnjega, bom rekel, spoveda. Današnje srečanje je, kot sem že prej povedal, drugo te vrste. V Združenju borcev in v društvu Franz Rozman Stane menijo, da je to eden od možnih načinov, odnosno nuja, da se pravzaprav na nek način zoperstavimo današnjemu revizionizmu in kar je še huje, da se na nek način zoperstavimo vsem novim oblikam fašizma, ki smo jim prisotni ali, če hočete, podvrženi praktično vsak dan, vse bolj in bolj. Moje ocene so lahko malce grobe, vendar mislim, da sem jih sposoben zagovarjati. Za uvod bo vsekakor dovolj. Prosim našega tovariša Ivančiča Miloša, da bi ob tej prvi točki, ki se reče Požig Gabrovice, prikazal in povedal to, kar smo se dogovorili. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v moje imenu. Jaz sem tudi domačin, sicer Koprčan zdaj, prej iz Ospa, Ivančiči smo pa tle iz Gabrovce, to je bratranec od mojega očeta. Tudi Danilo, oba sta bila Danilo, so radi vedeli ime je Danilo v naši familiji Ivančič. Jaz sem pa postal Miloš potem. Tako za takle uvod. Jaz bi vam lahko ogromno sam povedal o tej vasi, o tem dogajanju tu v tej dolini. Tu je veliko bilo, tu je bil prvi upor že leta 21, prvi mrtvi, tu gori iz Črnega Kala, iz Ospa, duhovnika ustrelili v nogo. To je vse v tej knjigi Roža Osapska, ki je še dobite pri založbi, menda je še nekaj maja pri založbi Sofija. To pa je knjižica, ki je izvzeta samo o Gabrovici, ki smo jo naredili takrat, ko je bil pač ta epidemija COVID-a in nismo mogli narediti proslave, pa smo takrat na hitro spravili skupaj te dokumente, ki sem jih imel in napisal in s tistim denarjem izdali knjižico. Nekaj knjižic je tle še, so zastonj. Zahvalite se, tu zadaj je predsednik našega združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper. Je Vojko? Je tam zadaj Vojko Vodopivec.
ki je takrat omogočil, da smo to knjižico izdali, pa smo tako porabili denar, mislim, da je bila porabljen, mislim, da je bil denar kar dobro porabljen. Lahko jo pa tudi preberete na spletu, lahko jo dobite v knjižnici ali kjerkoli, ampak tleh imate se zdaj, kdo je še ni dobil, takrat smo razdelili po hišah, je lahko tudi se dobi. Ampak jaz vam ne bom tega govoril z mojimi besedami, sem namreč bil nekoč novinar, urednik, odgovorni urednik Radia Koper in sem postel ogromno oddaj, najbrž ste poslušali. In eno od teh mojih reportaž še živečimi sem si ohranil oziroma in sem jo ekraniziral, torej spravil sem jo tako, da izgleda kot filmček. Predlagam vam, da jo poslušamo, ker oni, ti, ki jih ni več med nami, lahko to povedo veliko, veliko boljše. Tu v tem bregu, v Vosapski dolini, v Gabrovici so že v starih časih živeli napredni ljudje, kmetje in delavci tržaških tovarn. Kmalu po ustanovitvi prve čitalnice v Trstu so tudi sami v svoji vasi ustanovili bralno društvo. V Trstu so bili tako rekoč vsak dan, ali na tržnici, ali pa na delu v pristanišču, ladjedelnici, tovarni. Tu so bili številni mornarji, že v času Benetk kot galjoti, nato v času Avstrije celo kot kapitani in naš davni nono celo turške mornarice. Ti ljudje so videli svet, spoznali drugačnost, tudi krivice in pravice. Ljudje iz te doline so se prvi zoperstavili fašizmu. Iz te vasi je že 16. maja leta 1921 na barikadah umrl prvi heroj Andrej Žerjul, ki se je iz sosednjega Prebenega oženil v to vas. Leta 30 so v Gabrovici sklicali komunistično konferenco za slovensko Istro, na kateri so sprejeli številne dogovore v bran pred fašizmom. Revolucionarno nastrojeni kmetje so kupili pisalni stroj in sami doma izdelali ciklostilni stroj, tiskarski stroj ter leta 1932 začeli izdajati glasilo Kmetski glas, s katerim so ljudi pozivali k uporu proti fašizmu. Sem so ob podpori karabinjerjev prihajale fašistične škvadre s palicami in ricinusovim oljem. Saj veste, kako deluje ricinusovo olje, a ne? Zato so te ljudi vodili kar na vrveh v opomin vsem drugim, tudi okoliškim vasem. Kar 50 ljudi iz te vasi je moralo zbežati v Jugoslavijo. Med njimi naprimer tudi učitelj iz sosednjega Ospa in nekaj njegovih učencev, med temi dva naša Ivančiča. Med NOB so v tej vasi delovale partizanska tehnika Naš dom, kasneje Snežnik in nato ilegalna tiskarna Žena. V vasi in bunkerjih v stenah nad vasjo so se zadrževali razni partizanski štabi. Tu je bilo stičišče kurirskih poti ter zbirališče sanitetnega materiala. 27. maja zvečer je prinesla v vas dragoceni laboratorijski mikroskop za bolnišnico Franjo, kar sama predsednica Tržaške osvobodilne fronte, legendarna, danes pa pozabljena Vlada Bidovec-Morano. V Gabrovco sem jaz prišla zaradi tega, ker me je takrat povabil Miklavž oziroma mi je pisal pismo, da me prosi, saj imam tudi tu pismo, to sem pa res ohranila, da me prosi, da naj mladinska organizacija naj organizira iz Tržaške bolnišnice mikroskop. To je šlo za bolnišnico Franjo. In takrat ste prišli ravno v vas, ko so prišli Nemci pa fašisti? Torej, ko sem jaz prišla v Gabrovco, takrat še niso prišli. Ta mamca, ki je bila med zelo vidnimi v odboru žen v Gabrovci, nam je pripravila temu Miklavžu, potem je bil Imko, pa še ne vem, kdo je bil vse tam prisoten, večerjo.
in sicer pripravila je pršut z jajci. No in mi, seveda jaz naravno prišla, da bom povečerjala, sedla za mizo in v tistem pridejo povedati, da gredo Nemci. In Miklavž je takrat rekel, Morana, ti moraš iti z menoj, bova se skrila, jaz poznam dobro teren, se bova umaknila iz vasi. V vasi so pa ostali domačini. No in mi smo bili dokaj visoko, ampak slišalo se je, ko so ti kamioni prihajali v Gabrovco in so zbobnali skupaj iz hiš vse ljudi na trg. Začeli so streljati in so zahtevali, naj povedo, kje so partizani, kje se skrivajo, katere hiše, da imajo točno seznam vseh aktivistov in da naj povedo, kje so ljudje so začeli jokati, kričati, gnali so tudi živino. In jaz ne morem tega pozabiti, tega občutka, tega strašnega vzdušja, teh obupanih ljudi, ki so kričali, te mukanje živine, ki je takrat mukala kot zastavo, Nemci, ki so streljali. In ne vem, če se pobili in ne vem, ali sem prav si zapomnila ali ne, da so tudi nekoga vrgli živega v ogenj. Mi smo bili tam vsi zgroženi in če verjamete ali ne, človek je imel dejansko velikansko občutek krivde, sem imela, da sem se rešila, da smo zbežali iz te vasi, te nesrečne vasi, ki so jo potem požgali, medtem ko so ljudje ostali domačini in to je bilo vedno, domačini so vedno najbolj nastradali, mi partizani smo se umaknili, ljudje so pa ostali in veliko takrat so potem, kolikor niso ljudi pobili, so jih potem ognali v koncentracijsko taborišče. Teh dogodkov se dobro spominja tudi domačinka Marija Škrk, saj je vse te grozote sama doživljala. Se spomnim, da je bila ena lepa nedelja, binkošti so bile, ne? In zjutraj ob 5 so vseh strani obkolili vas in kar naenkrat je bila vsa vas polna SS-ovcev, tistih škvadristov, italijanskih in tudi domobrancev so bili tudi. Po čem sklepate, da so bili domobranci? Zato, ker potem, kadar so nas na kamione stavili, ki so nas vprašali, koliko smo stari, ne, in kje po dokumentih. Jaz sem bila stara 15 let, dokumentov nisem imela. No in potem je en oficir, je bil slovensko govoril, ne, in je bil drugače oblečen kot SS-ovci. In on me je po slovensko spraševal. No in potem sta se s tistim komandantom SS-ovcev nekaj potihom pomenila, ne, in potem so me kar še mene porinili gor na kamion in so me odpeljali, tako kot vse ostale. No, vas je v bistvu to rešilo, da so vas med prvimi odpeljali, vendar v vasi so tisti dan, ko so jo požgali, tudi veliko ljudi zažgali oziroma zmetali kar v goreče hiše. Ja, so enega otroka ubili, pa so enih 8 so vrgli v ogenj, žive. In potem vse tiste, ki so jih potem bolj pozno odpeljali, tudi so vsi ali so ostali v Mathausenu ali so prišli končati v Rižarno. Ko sem pred leti še kot novinar snemal spomine ljudi, sta mi 2 Angelini iz Gabrovice, Angela Barut in Angela Žarjul, takole opisovali te zločine. Ki so mojega moža tudi vlovili tam zun, ki je pobiral češnje, so ga odpeljali tam k pili in moja punčka je bila očeta Jokoda, ne? In eden je rekel po slovensko, ko jaz sem Uršič, povedi mene vse, kar si videla in vse, kar znaš. Ta moja bošca Nevica je rekla, ubitega jaz nič ne znam. Te starejše ljudi, ki so bili tam spravljeni, če so rekli, ne grejo vse nazaj, proti Črnkali, vsi nazaj,
te druge je bilo 5 punc mladih in mi se zdi nek 7 možov, so odpeljali, se niso več vrnili. Eni so vsi šli na svoj dom, moja mati je šla domov. Hišo je prišla ena punčka od 4 let od sosedov in so prišli, požigali, pobijali, so ubili punčko od 4 let in moja mater. So žgali hišo in to so naredili, kamor so le mogli, so stare pobili in jih užgli v ogenj. Tako po vseh, ki je kršen, smo najdli te ljudi mrtve tam na kleh in to je bilo grozno. Zoglenele. In od kovača, vendi so užgali hišo in 2 ženske. Tu je bila mati od tega kovača in žena. Vendi si videl same koščice, vse užgano. Od enega moža je bil Lazar Flinko in vendi je bil vse užgan, kot da bi dal eno čopo volku, veš? Potem vendi spodaj svet so bili 2 starčka, je bil nekakšen lekačev in še sin, 2 stara možakarja, so jih vrhli notri in užgali. Potem enega drugega moža, lih tako. Koliko je bilo takrat? Dosti jih je bilo, onih 9 jih je bilo užganih tisti dan. 9 ljudi s tistim otrokom. In dosti so jih odpeljali, ki se ni znal nikoli več za nje. Danilo Ivančič, znan partizan iz te vasi, je prišel v Gabrovico prekasno, ko je bila že v plamenih. Jaz in moj kolega, ki sva tista noč prišla iz Brkino, mimo grede, sva se ustavila in sva bila namenjena za dol Istro proti hrvaški meji. Medva sva se približala cesti proti Ospu, je bil še zadnji kamion in sem čul italijanščino, ki je bilo rečeno alle quattro dovemo partire. Bili so tudi domobranci, ker so slovensko govorili in so bili tudi drugačen oblečeni. Moram pa reči, po odhodu tega kamiona so ljudje iz vseh strani začeli se prihajati v vas, to, kar je uspelo pobegniti, in smo šli hitro v pogorišča, da bi pač reševali, kar se reševati da, predvsem ljudi. No, Gabrovica je bila vsa do tal požgana, vendar nobeden iz vasi ni izdal bunkerjev. Res je, kljub temu, da so našli nekatere osebe, ki bi morda znale povedati, kje so bunkerji, saj jih je bilo samo okrog 50, ali moram reči, nihče ni izdal. In tako da v bunkerjih je bilo veliko partizanov, aktivistov, celo par zdravnikov, ki smo jih potem nekatere reševali iz teh bunkerjev. Torej, vas je s svojimi žrtvami rešila ljudi, ki jih so skrivali v bunkerjih. Tako je, vas je tista, torej vaščani so reševali te ljudi. Tudi mala Neva, hči Anđeline Barut, v katerih hiši je bil ta bunker, ta tiskarna žena, je domobrancu Uršiču rekla, da naj kar ubije njenega očeta, a partizanov ni izdala. Matere Anđeline so tudi ubili prav v tej hiši, a partizanov ni izdala, ni rekla. Tam, na drugi strani tega zida, skozi to lino, pridete v bunker. Vsi, ki so bili na kamionu za Rižarno in Dachau, so vedeli, kje je ta bunker in tudi, kje so njihovi bunkerji. A nihče tega ni povedal. Tudi vsi, ki so zgoreli, a nihče tega ni povedal. Vsi partizani so ostali živi. Sedaj mi pa vi kot Slovenci, domoljubi, ljudje svobode in moralnih vrednot povejte, ali lahko danes zaradi sprave primerjamo dejanje tega Uršiča in njegovih domobranskih pajdašev s herojstvom Gabrcev in njihovih otrok? Res lahko? Na oknu glej obrazek bled, na lici grenki solzi sled. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je drag,
težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, obranil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, obranil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, otri si solzo in oko. Naj rože na licih ti spet zacveto, tvoj fan se vrnil bo. Naj rože na licih ti spet zacveto, tvoj fan se vrnil bo. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavo svetlih zmag. In vriskoma vrgel bo Titov kot zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. In vriskoma vrgel bo Titov kot zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. No, beseda pošla zdaj v nadaljevanju našemu tovarišu, partizanu. Ja, kaj še? Danes že nekajkrat omenjenemu. Vse so povedali. Prej sva se dogovorila, da bo še nekaj povedal, kar vse bo šlo. Kaj ti dva, ki partizan? Ni treba, bo vse vredno, ja. Prej sva se dogovorila, da bo nekaj povedal o njegovem videnju vzrokov za vse to, kar se je dogajalo. In zanesljivo je človek, ki ima kaj povedati na to temo. Prosim, da mi ga kak hrabro. Najprej da se predstavi, ne, ker... Bom jaz držal, vse ni pamet. On sprejela, kaj? Mora biti bolj blizu. On mora imati tečaj za to. Ja, ni treba. Sam hote, sam blizu. Dobro, podrobnosti ni problem, da ne bi govoril, ampak so veliko že povedali. Jaz bi se predstavil to, glede na to, ker poznam zgodovino in vse, kaj se dogajalo v Gabrci, v Dadeže, rad povedal, da tragedija, ki je nastala v Gabrci, so vprašanja vzroki tega. Jaz vam povem, da so nas pobrali Italijani 8. marca 1943 in peljali v Italijo. Vam povem, da kdorkoli je mogel, je pobegnil in prišel v partizane. Meni se je zgodilo slučajno, da sem zbolel in so me dali v bolnico v Vareze in od tam sem dobil odpušnico, da moram iti nazaj, pa sem jaz obrnil proti Trstu. Kako je v Gabrovci, sem že vse vedel, prej je moj brat kot mlad fant, 2 leti starejši, je bil vključen v ta aktiv politične dejavnosti v Gabrovici. No, skrivaj sem prišel do Gabrovce, čez 2 dni sta prišla 2 kurerja, ki sta stalno na relaciji hodila. Gabrovica, Brkine, sta pa z brkinske čete, tu je bil Nanas in Izidor, oba sta sigurno mrtva. No in čez par dni, torej sta me odpeljala. Najprej sem prišel v brkinsko četo, z brkinske čete v Nanoško četo in z Naneške potem pa v Gradnikovo brigado. O tem je težko bi govoril, samo poudarim,
biti partizan pomeni, da si mogel biti v borbi. In Gradnikova brigada je bila ena prvih na Primorskih, katera je bila pod udarom sovražnika in izdajalcev in ni bilo lahko. Povem samo en primer, da smo prišli v Hodovič, da bomo ga napadli, so bili Nemci že tam. No, to je bilo večkrat se zvonilo. Torej, to bi povedal glede odhoda v partizane. Povedati moram pa to, da partizane pri nas v Gabrovici nas je šlo 7. Prvi je šel Zarjul Andrej, ki je padel, drugi je šel Primožič Vinko, ki je padel, tretji je šel Ivančič Ivan, ki je umrl, potem sem šel jaz, potem je šel Mavr Danilo, ki je padel in nazadnje Ivančič Ivan, ki je padel na ta trhino in skravil v gozdu. Torej, to je, kar se tiče te dejavnosti. Zdaj pa politična dejavnost je bila tako močna, kajti republiško vodstvo je skrbelo in je pošiljalo ljudi dol. Jaz sem nekaj slišal, pa je poznal vse, ki so prišli dol. Pravanja je prišel z Gorice, potem je bil Bogdan, je bil iz Čičarije, tretji je bil Huček Milan, potem so bili zdravnik Miklavš in njegov pomočnik je bil pa Ivan Metod. No, povedati moram, da je življenje potekalo tako strogi tajnosti, da je bilo v Gabrici 51 bunkerjev skopanih, v katerih so odgovorne osebe, partizani, aktivisti, delavci na terenu, čez noč tam spali. No, moram reči, na ti dan, ki je bil požar, niso dobili niti enega, Ti dan so pa pobrali. 19 jih je šlo, malo se jih je vrnilo, največ mlade punce, potem pa 9 jih je bilo ustrejenih, vključilo se to malo narino in ostalo pa je bilo pa tako. Prihajali so vojaki iz italijanske vojske in vsak je bil mobiliziran v partizane. Vsak. No, moram povedati to, da stara generacija, ki je prišla iz italijanske vojske, je pa težko razumela dogodke v Gabrovici in je morda na nehote vnesla zmedo med ljudmi, češ da smo sami krivi, ker smo se pač tako aktivirali in smo nasprotovali okupatorju. To je bila pa žalostna ugotovitev. To je bolj podobno domobranstvu, oni tako govorijo. No, povedati vam moram, da iz vojaškega smisla je na tem terenu Istre delovalo samo moja četa, ki je bila razglašena direktno od maršala Tita za narodnega heroja, to je bila istrska četa in je bil en odred, en bataljon istrskega odreda, katerega je bil komandant Puh Dušan, ki je menda Portorožo še živ, ne vem, meni se zdi, da je še živ. In ko so Anglezi spraševali, so nameravali narediti invazijo, Tita, kaj bi on rekel, če oni naredijo to invazijo?
ki te je rekel, ja, jaz imam vojsko, da hočete, pa bomo te videli, kakšna vojska je bila. Take stvari so se dogajale, tako dalje. Delo na tereni ni bilo lahko, ampak ljudje so bili zavedni in so ustrajali in so vedeli, da tle je rešitve. No, omenil bom grede, zakaj smo bili taki. Na Rapalski konferenci ob koncu prve svetovne vojne, to bo verjetno tovariš govoril, jaz smo samo omenil, dobesedno so zabili nož našemu narodu. Italijanom so dali vse. So dali Primorsko, so dali Istro, vse do reke in do Črnogore. Samo zato, ker so pobegnili iz velike Antante v malo Antanto, se pravi na zapad, in se zadnji moment vključili, kakor Italijani znajo. In mislim, da je vse to torej potrebovalo v tej situaciji. Torej, znotraj Gabrovce, povem leto, vse je bilo ugotovljeno, vendar se o tem ni razpravljalo. So bila izdana imena, kdo so, kdo dela, kdo je to, in tudi jaz kot partizan sem bil izdan, to lahko pove Miloš, on ve. No, vodstvo je skrbelo, da stvari ne prodrejo v dan. Je sicer bil eden član tega glavnega aktiva, da se razumemo, o številkih, o imenih, o priimkih ne govorim. In ne bom govoril. No in ta človek ni bil izdajalec, ampak hvalil se je. In to je počasi prišlo ven, da je bila izdana tehnika in tisti, ki je izdal. Jaz sem se potem tudi sam še angažiral po vojni in sem marsikaj izbral. Torej so prišli tja karabinjerji, se pravi, da je moral jih nekdo pripeljati. Je tisti, ki je odkril. Tehnika, naša žena, je bila izredno pomenega značaja za propagando in za razvoj našega narodno-osvobodilnega vojna. In to so bili zelo ponosni. Ampak tehniko so aktivisti mimogrede, ko so zvedli, odnesli dol na uno stran Tinjana, ne vem, če je komu znano tle, k Iskri, in je podebe darovala tam do konca. Veste, jaz moram povedati to, ne samo v Gabrovci, celi tej dolini, tukaj je bila Avstro-Ugrska in tam so bile vse province vseh narodov, vseh narodov, od jezika italijanov vse. Ko je prišla mašina, je pa vse vnišlo, vse. Je preteko, je zapiro, so knjižnice zaprli, požgali in tako dalje. Tako da te stvari so potem povzročile upor naroda in še danes lahko rečem, da smo malo drugačni. Pa smo sigurno. Super, super. Sto let bo imel letos. 100 let. Rojstni dan bo praznoval letos. No, ja. Spoštovani, bom kar tako rekel. Imeli smo priliko poslušati neke stvari iz prve roke. To ni zapis, to je spomin partizana, ki se je te stvari udeležil, ker je zraven
ki so ga, kot pravi, tudi izdali. Današnji večer si bomo zanesljivo zapomnili vsaj zaradi tega, da smo imeli priliko poslušati partizana, ki stvari zna povedati in ki jih tudi prav pove. Še enkrat hvala na njega. To, kar zdaj sledi, sem poimenoval intermezzo s harmoniko in kitaro. Mislim, da se bo išlo. Malo moramo ublažiti atmosfero pred drugo točko. Prešel je, dragi moj,